spoštovani bodoči dijaki in dijakinje seveda, dragi starši. Ko se ozrem na Srednjo šolo Črnomelj, moram reči, da imam to šolo vedno v mislih z nekim spoštovanjem in da so otroci, ki so v njo hodili, pridobili ogromno znanja in so lahko s tem znanjem potem nadaljevali tudi šolanje naprej. Sama nisem hodila v to šolo, sem hodila v druge šole, vendar pa sem bila nekako povezana z Srednjo šolo Črnomelj, saj jo je obiskovala moja sestra in pa mnogo let kasneje tudi moj najstarejši sin. In ravno takrat, ko jo je obiskoval moj najstarejši sin, je bilo samo iz osnovne šole Semič v gimnazijo Črnomelj vpisanih kar 13 dijakinj in dijakov, kar pomeni, da se naše okolje, se pravi, da iz naše občine smo se vedno radi vpisovali v Srednjo šolo Črnomelj. In to nekako si želim, da bi veljalo tudi danes, saj nam je Srednja šola Črnomelj blizu. Malo časa porabimo za odhod od doma in pa seveda vrnitev nazaj, velja pa tudi za uspešno šolo. In ne morem kar mimo tega, da se ne bi ponovno spomnila na lanski dosežek, ki ga je Srednja šola oziroma gimnazija Črnomelj dosegla, namreč bronasto olimpijsko kolajno v kemiji, ki jo je seveda dosegla tudi naša občanka Urša Kondo, na katero smo ponosni in verjamemo, da bo tudi še bodoča znanstvenica. Ampak tega dosežka gotovo ne bi bilo brez najprej seveda pridnosti in delavnosti in podpore staršev, na drugi strani pa tudi dobre podpore, dobrega mentorstva na strani Srednje šole Črnomelj. Zato, dragi starši, dragi učenke in učenci, kot županja zelo podpiram delovanje Srednje šole Črnomelj in si seveda želim, da bi se čim več Belokranjcev in Belokranjk vpisalo vanjo. Kajti le tako jo bomo ohranili v svojem domačem kraju. Iz izkušenj, ki smo jih že imeli veliko, vemo, da ko iz Bele krajine nekaj odide proti Novemu mestu, se le stežka vrne, če se sploh vrne kdaj. Zato se moramo zavedati, da je na nas, da podpremo vpis v to srednjo šolo in bomo tako ohranili ne samo izobraževalno ustanovo, ampak tudi veliko delovnih mest učiteljev, ki seveda tam poučujejo. Želim si seveda ob koncu tudi izraziti željo, da bi Srednja šola delovala, Srednja šola Črnomelj delovala tudi še takrat, ko se bodo naši vnuki, ki so danes mogoče prvošolci, odločali za nadaljnji študij in se seveda vpisali tudi v gimnazijo ali pa druge programe Srednje šole Črnomelj. Prepričana sem, da nam bo s skupnimi močmi uspelo. Srečno!